Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi v imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Danes imam to priložnost, da vam lahko na kratko predstavim, kakšna so bila prizadevanja in vloženo delo te institucije v usposabljanje ali pa pripravo delodajalcev na to, da bodo prenašali svoja znanja na mlade v poklicnem, srednjem poklicnem, srednjem strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. In rada bi še dodala to, da se nisem želela predstaviti s programom, ki ga izvajamo, ali pa z vrstami programov, ki smo jih izvajali, pač pa z nekim širšim pogledom na to, kako je v bistvu bila vpetost delodajalcev vse skozi prisotna, ker se tega svojega poslanstva zelo zavedajo. Vedo, da s tem gradijo svoj bodoči kader in da je to tudi temelj dela gospodarstva, če govorimo zgolj o podjetništvu in obrti in se ne dotikamo še drugega velikega dela gospodarstva. Zdaj, če dovolite, samo za tiste, ki morda ne veste veliko o tej instituciji. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ima že dolgo tradicijo, združuje v glavnem male delodajalce, obrtnike in podjetnike. Večina jih je res mikro in majhnih, ampak med našimi člani so tudi nekateri večji subjekti. Kako strokovno delujemo? Delodajalci imajo 30 strokovnih sekcij, tako da si lahko predstavljate pestrost vseh teh področij in seveda zelo razvejan zbornični sistem, 62 zbornic na terenu, kar pomeni veliko sogovornikov, veliko vpliva, veliko sodelovanja. Smo prepoznaven partner v izobraževanju, pravijo, da včasih celo precej glasen partner, ampak pač stališča, pripombe, predlogi delodajalcev so postavljeni za to, da se slišijo, da se kaj izboljša. Zdaj pa, če dovolite, mogoče en kratek pogled v to, zakaj sploh se delodajalci tako intenzivno pravzaprav vključujejo v izobraževanje mladih. Zato, ker je to ključno za uspešno izvajanje in prenos znanj na mlade, tako v poklicnem kot v vertikali. Govorim seveda samo do področja višjega, ker do tukaj, do vključno višjega strokovnega izobraževanja imamo pristojnosti, na visokošolskem pa se naše pristojnosti pravzaprav nehajo in je vse odvisno samo od posluha izobraževalnih institucij. Drugi razlog, zakaj, je ta, da želimo, da imajo mladi ustrezne kompetence. In tretji razlog, da so zaposljivi, da energija, ki se vlaga vanje in njihov čas tudi ne gre v nič, in da imajo možnosti prepoznati tudi svoje karierne poti v prihodnje, tudi v obrti in podjetništvu, če ne seveda kje drugje. O programu pravzaprav ne bi rada preveč govorila. Program, če ga pogledamo skozi različna obdobja zadnjih 15-20 let, je pravzaprav vedno nekako usklajen med strokovnimi institucijami in tistimi izvajalci, ki te ali pa takšen program izvajamo. In kot je rekel kolega Pristavec z CPU-ja, dejansko imamo postavljene strani stroke nekatere okvire, katera so tista znanja in kompetence, ki jih posredujejo naši mentorji naprej. Posodabljanje in prilagajanje vsebin je pa stalen proces. In če tukajle lahko dodam, recimo naši mentorji, ki se vključujejo v mojstrske izpite, imajo na voljo tudi platformo z e-gradivi za to področje pedagoško-andragoških znanj. Obenem imajo možnost preko te platforme tudi posredovati svoje poglede in predloge, obenem pa dobijo tudi nekatera posodobljena gradiva.
Želela bi reči še nekaj, in sicer, da so v začetku mentorji, delodajalci in njihovi zaposleni seveda izkazovali to pripadnost mentorstvu in prenosu znanj, tudi tako, da so si morali pravzaprav sami plačevati stroške tega sicer krajšega, ampak vseeno usposabljanja. In da imamo od leta 2012 pravzaprav šele to možnost, da je usposabljanje mentorjev s pomočjo evropskih sredstev pravzaprav brezplačno. In ta gesta države je bila pravzaprav dolgo pričakovana in mi smo bili eni od tistih akterjev, ki si nismo dali miru pri tem. In to seveda pozdravljamo, da se s tem programom nadaljuje. Mentorje potrebujemo kot stalen proces in generacije se morajo menjati, tudi pri sedanjih mentorjih. Zato je to usposabljanje tako nujno in v teh javnih razpisih, ki ju omenjam, je bil vedno predpisan program mentorstva za tiste, ki so se vanj vključevali. Če dovolite, bi pa samo še en poudarek tukaj dala. Svoj prispevek sem naslovila z mojstri do mentorstva. Zakaj? Dve poti imamo do mentorjev v dejavnostih, ki so bile v preteklosti vezane na pogoj opravljenega mojstrskega izpita, so bili mentorji seveda mojstri. Imamo pa dejavnosti, kjer mojstrski izpit ni bil predpisan, tam smo jim pa pripravili zgolj enak program z nekaj manj obveznosti, ker mojstri delajo še izpite, mentorji jih seveda niso. In še en dodatek, da bo slika popolna. Mojstri so povsem enaki, kar se tiče pedagoško-andragoških kompetenc z delovodji in poslovodji, ki jih seveda izvajajo druge institucije, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, da omenim še to dvoje, ker je to tudi pomembno. No in cilji, ki smo jih z mojstri sledili, z mojstrskimi izpiti, na koncu pa tudi z mentorji, so jasni, zaposljivost, kompetence, na koncu tudi vzpodbude za vseživljenjsko učenje in seveda ne pozabljamo na privlačnost poklicne poti. Mentor je tudi promotor svojega poklica, svoje dejavnosti. In to sodimo, da je tudi eden od teh momentov, ki jih velja spoštovati in jih narediti bolj močno vidne. Morda še to, ne omejujemo se z mentorstvom zgolj na področju izobraževanja rednega mladine v poklicni vertikali. Ampak sodimo, da je potrebno mentorirati tudi podjetnost in inovativnost od vrtcev dalje. Toliko morda, in tukaj smo kar uspešni, ampak časa za podrobnosti tukaj ni. Hvala lepa za vašo pozornost.